pa vas navdihnilo za knjigo? Ste že dolgo razmišljali o napisu? Ne, knjiga je nastala zelo hitro, strešil sem jo z rokava, to pa zato, ker sem o vsebini dolga leta razmišljal, o njej sem se pogovarjal s sinom, ki je takrat študiral na fakulteti. Tako da je knjiga nastala na letalih, na letališčih, ko sem potoval po svetu in je pravzaprav v nekaj mesecih tudi ugledala luč sveta, in ko danes berem ali pogledam kakšno stvar, ne bi spremenil veliko. Aha, najlepša vam hvala. Sem zelo počaščena. Hvala, Nadja. Poslovna ženska to ni pomeni, da moraš biti samo podjetnica. To pomeni, da si poslovna ženska. In tudi mogoče ti se ukvarjaš s kakšnokoli dejavnostjo. Lahko delaš v kakšnemkoli podjetju. Mogoče si vodja, mogoče ni še. Ampak, če boš redno obiskovala takšne dogodke, sigurno enkrat to te bo pripeljalo do cilja. In če bomo vprašali za nasvet ali za mnenje druge ženske, bomo si sigurno pridobili nove ideje, navdih pa motivacijo. Daniela, ti si organizatorka dogodkov in mogoče malo drugače gledaš na vsak dogodek. Kaj si danes opazila, kako se ti zdi dogodek? Ja, prvi so pomembni, zato ker dajo res izjemen navdih. Tudi jaz sem podjetnica, samo da sem organizatorka dogodkov in dejansko primam po navdih. In to dvojni navdih. Navdih pri vsebinah in sem bila res to, kar sem do sedaj slišala, izjemno navdušena. In vidim, da v bistvu tudi organizacija ima neko novosti in to se splača tudi spremljati. Predvsem pa gledam zato, ker vidim tisoč in en nasmejan obraz. Naše podjetje sama se ukvarja z izdelavo tamponov, vložkov in medicinskih materialov. Smo v resnici drugi največji proizvajalec tamponov v Evropi. Danes se pa predstavljamo v bistvu z blagovno znamko Jasmin in z našim podajalnikom Zdravko. Zdravko je v bistvu stenski podajalnik brezplačnih bombažnih vložkov in tamponov, namenjen za vse ženske toaletne prostore. Je pa zasnovan tako, da je v bistvu preprečuje kakršnokoli navzkrižno kontaminacijo, kar pomeni, da so izdelki varni za uporabo. Z njim pa nagovarjamo predvsem podjetja in javne ustanove, da namestijo Zdravkota v svoje toaletne prostore in tako poskrbijo za svoje zaposlene ženske in obiskovalke. Kako pa mislite, če ženska si izgubi navdih, kje pa se da ga pridobiti ponovno? Takrat, ko ti zmanjka navdiha, se moraš poglobiti vase in se pogovoriti o tem, kaj pravzaprav so tvoje prednosti. Konkretno jaz lahko za sebe povem, 3-4 leta nazaj sem imela eno zelo težko situacijo, ker je moja mama zbolela, zelo sem mogla za njo skrbeti in je bilo izjemno težko obdobje. Tako da sem takrat se odločila, da se vključim v eno slikarsko šolo. Seveda tukaj sem našla neki navdih, ki od mene ni terjal, da bi ne vem koliko bila odsotna od doma zaradi mame, in seveda sem padla ponovno v to in danes predvsem, kaj je najbolj pomembno pri tem, sem zelo srečna, ko to delam. Imamo zdrave vegetarijanske jedi. Ravno včeraj, ko sem posnela en dogodek, gosti so rekli, da ni zelo dobro, da za vegani skoraj nič ni. Tukaj pa, kaj pa vidim? Kdo pa je poskrbel o tem, da imamo toliko dobre hrane? Seveda Marše. Torej, če si organizirate kakšen koli dogodek, dobro, če se obrnete na Maršeja. Mogoče lahko kakšen vaš nasvet lepote za ženske, kako si ostanemo vedno lepe pa zrihtane? Ženske rečemo, da smo že po naravi lepe, vem še druga stran, ampak lepota prihaja notri. 26 let izobraževanja, šole. Mojca, kaj bi svetovali za podjetnice, ki si želijo najti svoje poslanstvo? Predvsem bi predlagala, da pogledajo globoko vase in poiščejo tisto res osnovno bit in se ne pustijo zapeljati mogoče vsem tem trendom in vsem vplivu okolice, ki je trenutno kar močna, tako da ne ostanejo avtentične in sledijo predvsem same sebi. Eno vprašanje malo nagrivo, ne? To je druga konferenca Društva poslovnih žensk PAM in se mi zdi, da bomo nekaj od tega sigurno dobrega odnesli, ker tu je dobra energija, tudi nekaj se bomo naučili dodatno. To ni samo konferenca, to je tudi druženje s ženskami. Tu je tudi druženje, povezovanje, sem dolgoletna članica
in seveda odkdaj je predsednica Darinka Pavlič-Komjen, mislim, da društvo je dobilo na kvaliteti in pa tudi na povečanju članstva. Ali ste že od otroštva razumeli, da boste peli? Ja, jaz sem v glasbi že od praktično rojstva. Moj tata rad poje, nono. V bistvu vsi v družini smo. Nam je glasba blizu. Zdaj smo na konferenci poslovnih žensk. Občasno ženske malo se zgubijo pri vprašanju, kako si lahko najdeš svoje poslanstvo. Kaj bi svetovali? Na splošno jaz mislim, da mora si človek dovoliti najprej čutiti. Zdaj, to so zelo kompleksne stvari po mojem in so doma že v zgodnjem otroštvu in seveda, če je doma prostor za ideje, za kreativo, za izražanje, pol ni ovir, ni meja. Ali verjamete v ta poslanstvo ali karkoli si izberemo za podjetniško dejavnost? Vsak od nas ima v življenju svoje poslanstvo. Morda ga na začetku neke kariere, nekega življenja ne čuti, kaj mu je njegovo pravo poslanstvo, ampak slej ko prej vsak spozna, kaj je njegovo poslanstvo. In podjetništvo, recimo, če sebe delam, podjetništvo ni bilo moje poslanstvo, ampak moje poslanstvo je biti samostojna, neodvisna in pomagati tudi drugim, da postanejo samostojne in neodvisne ženske. Skozi to sem se jaz vedno identificirala. Če pa gledam kogarkoli drugega, pa seveda najde drugačna poslanstva. Danes smo slišali veliko zanimivih zgodb, ampak za vsako od teh zgodb se skriva notranja potreba po izražanju to, kaj si želimo za druge in za družbo, da bi nam bilo dobro. In to je naše poslanstvo. Jaz vas poznam že ni prvo leto, a mogoče kakšen nasvet za vitalnost, ker občasno delaholiki sploh si izgubijo vitalnost, energijo. Jaz mislim, da tisto, kar je pomembno, je, da poslušamo svoje telo, ko se začne sesuvati in poiščemo pomoč in si vzamemo pavzo, ko jo rabimo in da nehamo ignorirati svoje telesa in da ostanemo toliko v kontaktu s tem, da si dovolimo vzeti počitek takrat, ko ga rabimo. Odkrijemo, zakaj je prav zdaj pravi trenutek. Maja, ste kar izkušnjena obiskovalka dogodkov za ženske. Kaj bi svetovali ženskim podjetnicam? Da naj ostanejo zveste sebi, naj verjamejo vase in da naj gledajo zmeraj samo naprej. Zato, ker je vsa njihova moč v tem, da gledajo naprej in spremenijo tisto, kar lahko. Nepričakovane okoliščine bodo prišle zmeraj. Tisto, kar pa naredi razliko, je pa to, na kak način razmišljamo. To je tudi edino, kar ima vpliv. Darinka, kako vam je uspelo organizirati dogodek na takem nivoju? Ja, organizacija takih dogodkov je vedno en timski izziv. To ni nikoli delo enega samega človeka. Na eni strani je treba poskrbeti za prave vsebine, seveda dobiti za to prave ljudi in tudi prave organizatorje, tiste, ki poskrbijo za vse to, kar se na nek način ne vidi, ampak je potrebno pri vsakem projektu, da projekt seveda lepo teče. Brez sodelavk in sodelavcev seveda to mogoče. Lahko vprašam, vi toliko dajete ljudem energije, motivacije, kaj pa vas motivira? Pa vse to, torej tudi nazaj, jaz čutim to energijo, ki jo dobivam nazaj, čutim, da se ljudje odzivajo in to tudi mene napolnjuje. Mislim, da se ljudje premalo zavedamo, da to, kar daš, dobiš tudi na nek način nazaj. Torej, biti zadržan, biti slabe volje, potem pomeni, da težje dobiš tudi nekaj lepega, dobrega nazaj. Najlepša hvala vam.